Okay, se pravi, kaj je ena lastnost, ki bi jo vi takoj vzeli, se pravi, drugo drugega? Kaj nekaj, ki vam je toliko všeč, da bi takoj, ne vem, Klemo bi vzel od škrabe in obratno, ne? To je to. Thanks. Nice. Hvala. Dajmo en aplauz za Denisa. Ful sem se doma pripravljal drugače. Nisem videl. Dobar. Enkrat smo imeli že vprašanje, kaj nam gre na kurac pri drugmu, ali nekaj tazga. Neka slaba lastnost, ki jo vidimo pri drugmu. Ta je pa druga plat tega kovanca in mi je všeč, ki je malo bolj pozitivna. Se ti zdi težja, Klemen? Ne mogoče. Nekaj ti si ful tako, predstavljam si tebe, da ti si ta model, ki tako verjame, nič ne bi spremenil, pa tako naprej. Tako da... A presep? Ja, ne, ti si ful tako, mislim, to zdaj ni tok joke. Ampak ne, ti si mi zdi ful, recimo, ne, med pogovorom, kaj bi spremenil v preteklosti, si ti ta prvi, ker tako na ne nič ne bi. Tako, cool mi je tako. Ja, mislim, da je to boljš tako živeti, če to verjameš. Da ne bi nič, da se ne zaciklaš v to, kaj nimaš, a ne? A to je tisti 1%, ki ga lažeš? Tako je, ja. No, se lahko jaz, dej, boš ti kar začel. Ne, kar dej. Ja, recimo meni, pri tebi, Jani, mi je cool itak ta drive, ki ga imaš v lifeu, a ne? Za biznis, za projekte, za stvari, ki se delajo. Tako da to sem vedno pri tebi cenil, vse to zdaj sam javno povem, jaz sem se že doskrat. Pa moje poletne strakše so ti všeč. Ne, to ne, to. Se bom sam povedal. Kaj bi vzel od tebe? V bistvu, enkrat mi je bilo zanimivo, ker je rekel, pogovarjala sva se o meditaciji, ne, privatno. Pa si rekel, pizda, jaz sedim, pa probam meditirati, ampak stari, jaz razmišljam, pizda, koliko je meni dober life, jaz ne da sem zdaj kle sedeti. Jaz bi šel v live noter, kar nekaj zamujam. Ne? Tako da to lastnost je fajn imeti, če jo znaš kontrolirati. Tako da to bi si jaz želel od tebe. Ne? In to tudi ful cenim pri tebi. Bom videl, koliko časa boš, a se porabljaš energijo tekom live-a, ali se filaš s tem. Ne? Ko bom naslednji podcast govoril o tem, da sem rad meditator, veste, kaj se je zgodilo. Si se skuril, v kurac. Ja, pri Andreju pa ta... ostrina, preudarna, tako poveš stvari lepo, počasi, jasno. Jaz se doskrat tako malo zaletavam in to bi si želel pač od tebe. Ne? Pa tako, pa mind itak tvoj, no, od obeh mi je ful zanimiv, intelekta. Ne? Tako, kako razmišljata, kako gledata na life, koliko sta pomagala ljudem okrog sebe, privatno, kar sem jaz uspel videti. Ne? To je nekaj, kar si tudi za sebe želimo. Ne? Ja, za 100, Jani pa 100 evrov. Koliko je bil cel komplet? A si že pozabil? Ja, ne, hecam se. Ja, pri Janiju bi jaz kar strinjal. Ful me navdušuje ta motivacija, v bistvu, ki jo imaš za tveganje. Se pravi, naklonjenost tveganju, da vedno razmišljaš iz nekih okvirov. Ti si bil po mojem prvi tak, ki sem jaz poznal, ker ni nikoli razmišljal konvencionalno o neki taki poti. Grem na faks, pa bom šel v neko službo. Tako, od mojih bližnjih prijateljev si bili prvi, ki bi jaz lahko res rekel, da imaš ta podjetniški mindset. To mi je, jaz bi si več bi si tega želel. Tako da to lastnost bi jaz od Janja vzel. Od Klemna pa v bistvu podobno. Všeč mi je pač tvoj nek smisel za estetiko, kar se vidi v tvojih dizajnih. Jaz te ful cenim to tvojo strokovno stvar, s katero se ti ukvarjaš. Tudi jaz sem nekako tekom svoje kariere sem na veliko produktov sem imel vpliv, ampak ti si pa tisti, ki dejansko nekaj, ki si jaz zamišljam, znaš spraviti v neko realno obliko in to mi je tako ful fascinantno. Thanks. Hvala ti. To je pa noro lepo, ker malo sem se omehčal. Mikrofon se pa ni.
Ja, Klemen, včasih, ko se pogovarjamo, se mi zdi tako in general, recimo tleka nas je 100, nisem cinik, ampak ko se s Klenom pogovarjam, v primerjavi s Klenom sem cinik in mi je boljš, če ne bi bil tak cinik. In recimo ti imaš ful to nek belief, pa tako, kad recimo tako, Klemen enega spozna, pa jaz poznam in jaz sem tako prvo sem sicer odprt, pa tako, sam pa tako, sem malo ciničen, pa tako neke stvari, ko začne nekdo prodajati neke zgodbe, sem tako, da ima delo easy. Klemen je tako ful, dopušča možnost, da je to res, pa tako, ker jaz ne. In to recimo se mi zdi lepš, pa tudi bolj za life, tako da je to, definitivno. Pa nasploh, Milva Škrabo Škraba še ful bolj, sva ful racionalna, pa tako, ti si pa tako se prepustil neki, ne vem kaj, ne kontra, v tem primeru ni kontra neracionalen, ampak neki te stvari, ki ne znam zdaj opisati, pa ne vem, če sem dovolj jasen, si jo verjetno ostali predstavljajo. Želja pa odprtost do spoznavanjem tistega, kar ni racionalno, recimo jaz nimam take kapacitete. To dvoje. Škraba zihar ni humor. Ne. V komentih so doskrat rekli, da ti ne štekaš od Škrabe, for. Kako so že rekli, IQ level fore. A je možno, da je to fake profil od Škrabe napisal? Vse je možno, sorry. Veš, kaj se največkrat spomnim na te? Ko prije pri biznisu do številk in moč ful hiter, ful številk čez prst ocent in skupis, da bi zdaj bil Škraba, ki bi tako, 24 krat 512, približno tako, ok. In tako to, in ko berem kakšne poslovne izide, pa so tako številke, sem tako, zdaj bi ful bil Škraba. To je recimo največkrat se to spomnim. Saj pa me pokličeš. Ja. Imam en sprečit. Ja, imam en sprečit. A te zanima? Tako ne. Kaj če ima pogledal moje formule? Ja, da te Exceli pa to, te številke, sem tako, zdaj bi ful dober, pa so tvoj intelekt, majt. To se največkrat spomnim. Drugo je pa ta nek chill moment, ki ga imaš, Klemen je temu rekel preudarnost, ker si malo mogoče mi s Klemenom bolj, ker se mogoče, tako recimo, kje se pozna, pa mi je cool, da isto stvar poveš s ful manj besedami. To mi je ful cool. Me tako, the best pizda, če bi jaz bil to Pa počasnej. Veš, kaj jaz govorim 15 minut, v bistvu, ko bi Škraba v 2 stavkih povedal isto. Sicer ne bilo tako smešno, ker nima smisla za humor, ampak bilo pa učinkovito. To sta zih prve 2 stvari, ki se spomnim. Thanks. Ja. Malo čustveni momenti, ne? A se bomo zdaj objeli, poljubčkali? Romance.